Evo, kakšno lepo točko je najdla Tjaša. Sicer, če bi 2 metra naprej stopila, bi 500 metrov nižji se znajdla. Evo, lejte, kakšna stena. Čudno, da te nima nič zaplezati. Wow. Danes pa s Tjašo raziskujeva Kočevsko. Ja? Začela sva kako se imenuje Tjaša? Željanske jame. Željanske jame. To si ti zdaj neki me pripeljal, jaz ne vem, kaj me čaka. Tek je strah? Jelej, ne vem, bom videla, kakšne so te jame. Aha, avto misliš je na varnem parkingu? Ne bom komentirala. Ne boš komentirala. No, fino, da so tole 2 Nemke prišle z enem malo boljšem temule vanom. Tako da, če se bo kdo lotil, se bo prej njihovega kanajnga. Drugače pa tule je vas Željane, to je na Kočevskem, ene jame zanimive, gremo pogledat. Jaz sem že bil, tako da so zelo zanimive, boš videla Tjaša. No, ko me čaka. Ja, tlele, ko pride kakšen turist, si ne misli, da bo tlele kam prišel, ampak jaz mislim, da je to to. Ker sem že enkrat bil, bo. Celo konje imajo, bog je koža zaprt. Sprepričana Tjaša, da je tole prav. Prav veliko ljudi tukaj ne gre, no. Ne, vidiš, tu smo pa oni najbolj zagreti, ki hočemo vse videti. Ja. Tjaša se pritožuje, da je bilo treba malo pot urediti. Mislim, ja, tako, ker se mi zdi, da je to res zanimiva stvar. Saj potem, kar si mi ti povedal, pa kar zdaj tukaj berem. In je ful škoda, da je to tako vse neki malo... Oni prebivalci tam bi lahko delovno akcijo naredili, pa bi šli tu malo pospraviti, kaj imajo cajt. Ja, pa se bi lahko mi pol nekaj prispevali, bi dali tam skrinco. No, evo, lejte, zdaj bom pa tole prehodil. Jaz sem tukaj le drugič in mi je bilo že prvič všeč. Kaj pa tu Tjaša? Sirena. Poldne je. Kot vedno, nikoli brez luči, tale luč, ljudje, je zlata vredna. Če ne bi bilo tele luči, vi ne bi gledali tega videa vnaprej, kar bo naprej v notranjosti, kjer je tema. Ja, se popolnoma strinjam s Tjašo, da bi lahko tule malo zrihtali, lejte, kroprive. Ampak veš, zakaj so dobre kroprive, Tjaša? Za revmo. Ja, in veš, putika je revmatska bolezen, tako da če bo mene kaj udarilo, čisto nič za to bo za putiko dober. Aha, ali pa če se sprehodim po... Evo, tle se bo zdaj tole začelo. To je tako, kot en mali rakov Škocija. Ja, res je, ali to se pa reče. Ja. No, lejte, ta jama je drugače znana, te jame so znane po tem, tako da se je kje, rečemo, zrušil strop in je potem ratal okno. Strah te ni, Tjaša? Zaenkrat še ne. Kot če nama baterija zmanjka. Mava še rezervo na telefonu za to je pa res. prvo silo. Je pa tukaj noter zelo prijetno hladno, tako da vroče vam ne bo. Ja, tole je res. Se človek niti ne ve. Ne ve, če si na pravi poti. Pa ti bi tam pri parkingu bi lahko kakšna slika te jame, da človek sploh ve. Ja, se tam ena tabla je, ki nekaj opisuje. Ja, samo da ledenega mlina pisala. Nekaj je bilo. Zdaj, da kar po poti treba iti in to je to. Je čedalje bolj zanimivo. Dobro. Tjaša nima. Imam
Se te so A so to merelke, a jaz sem mislil, da so supergice. Ne, zato so tako lepe, pa zgleda, ker supergice. Podplat je primeren, sam jih je pa škoda, ker vidim, da bojo umazane. Ja, se opravičujem, Tjaša, ker sem te obdolžil, da nisi v primerni obutvi. Vse to me zadnje čase veliko ljudi obdolži. A ja, no pol se ne boš sekirala. Ja, imaš pa res lepe, vsa čast. To so zdaj te novi modeli, ki Jaz sem mislil, da so tu za naples, ne pa za ohribe. Ne, to so pa prav za ohribe. Ja, star sem lepo, ne malo cajt povoz. Samo Tjaša, tlele zgleda, da se to konča, kaj ti misliš? Misliš, da je to že velika dvorana? No, ne vem, lej, tle so zdaj ta okna, ki so jih prej omenjala. A misliš, da se gre kele noter? Ne, po mojem se ne gre, ker je tlele, se pa tamle nekaj voda je ali ne vem kaj. Tako da, po mojem, da je to velika jama. Lej, zanimiv tisle oken tamle, lej ga. Tamle, lej. Evo, zdaj so pa že na Rudniškem oziroma Kočevskem jezeru. Imenuje se pa Rudniško jezero zato, ker je bil v bistvu to včasih rudnik premoga, ne? No in pa je tako nastal zdaj ta jezer. Naj bi pa ta jezer sodil med najčistejša in najglobja jezera. A si to vedel? Nisem vedel, koliko je globok. 40 metrov. To bi ti prišla do tal. Ja, ne. Ja, si pa ti probal vodo, pa praviš, da je topla, ne? Zelo prijetna in zelo lepo, tako da sem tule na čake enkrat pelal kopat. Tudi zelo lepo urejeno kopališče. Ja, zelo lepo urejen, parking je brezplačen, tako da res super. Garderobe, WC-ji so brezplačni, tako da to je velik plus. Pa meni je že to podatek, da je čisto, ker se vemo, kakšna je jezera slovenska. Mnogo bolj oblegana, ampak so delati od čistih. Tukaj je tudi super za supanje, Ja. če imaš kakšen čolnček. Tako da zgleda zelo zanimivo, no? Ja, res je zelo lepo. Evo, zdaj smo pa prišla pa na en zelo zanimiv grad, Friedrichstein, ki se nahaja na skalni vzpetini južno od Kočevja. Na njega lahko prideš po plezalni poti ali pa po navadni pohodniški poti. Je pa ta grad zanimiv tudi zaradi svoje pestre zgodovine. Ta grad je dal zgraditi Friedrich Celjski med letom 1423 in 1425, zato da bi se lahko svojo izbranko Veroniko Deseniško tukaj gor skril in tukaj z njo v miru živel, ker to je bila prepovedana ljubezen. Ampak ker se njegov oče nikakor ni mogel sprijazniti s to ljubeznijo, je dal zelo kmalu Friedricha zapreti, Veroniko pa utopiti. Tako da žal zgodba z žalostnim koncem, ampak vseeno. Je pa lepo tukaj. Tole je pa najlepši razgled iz gradu Friedrichstein. Tamle vidite Rudniško jezero v Kočevju. Lepo vse zeleno, malo rjavo, tako da super. Evo, tukaj na drugi strani pa malo krepčevalnice, misca noter. Tukaj so eni skavti. Sem prišel na idejo, da tle bi človek lahko taboril. Pa niti ne bi bilo tako zelo slabo. Tjaša je prej mene kregala, da sem nepazljiv, pa zdaj vidim. Lej, koliko je tukaj širok zid, ti si šel pa pod to koskam. Ja, jaz sem. Je pa tlele, lej, nikoli te ne bi najdela. Ne, se me kar malo vrl. Pa še piha, lejte, veter lahko odnese. Viš, to je pa bolj za take, ki jaz, ki imamo malo več kil. Sem gor na Friedrichstein lahko pridete iz več strani. Najbolj zahtevna je tale plezalna planinska pot. Jaz sem šel po njej, 4 leta nazaj sem bil tukaj, ampak brez teh varoval za ferato vam ne priporočam. Lejte, tudi tukaj piše, zelo zahtevna zavarovana planinska pot.
trdna. Je. Če je tebe zdržala, pol bo. Če mene pa lahko vsadzga. Ja, še mislim, da ne bo avto najdla. Jaz mislim, da ga bova. Kje pa bi mogel biti v tvojem? Jaz sem skoraj 100% da v to smer. Ker če je grad tam gor, mi da se še zdaj sem malo okol. Zdaj, če je pa avto tam, pa sem pa jaz čist brez orientacije. Jaz sem pa prepričan, da... A mem te bajte so šla, ali kaj? Ja, sam sva tam prišla po eni cesti. A, in zdaj bo šla po eni cestke? Ja, ja. Mislim, meni ni čist nič jasno, ajde. Da ja. Rečemo, da je teb. Bom kar tebe sledil. No, ampak pa še posnem, če imam prav. Ja, saj bom. Moram priznati, da si imela prav. Pa veš kaj, tudi priznam, da ne razumem čisto vsega dobro. Kako sva mi dva? Mal sva krog naredila po cesti, ampak Kar sva ga meni naredila. se sam odvalil kamen od srca, veš zakaj? Zakaj? Ker v teh gozdovih se pa res ne bi rada zgubila. Zakaj pa ne? Saj veš, tukaj pa res so medvedi. In So. po mojem jih je kar veliko, tako da... No, zdaj, Tjaša, misliš, da hitreje tečeš kaj jaz? Ne, tam. Tam. Ja, tisti, ki bi bil hitrejši, bi že ustal. Tako da pojeva hitro avto. Tjaša, kaj si naštudirala? Ja, ne, zdaj smo pa že v občini Kostel in greva pogledat Koželjsko steno. To je spet Tomaž predlagal eno zanimivo zadevo. Lej, zgleda zanimiv, to je neko naravno okno, a ne? Tudi okno je Ja. noter, ja, pa dobri razgledi so, Ja. če jaz prav vem. Je pa to zelo visoka stena, a ne? Ja. 874 metrov. Tjaša, se samo meni zdi, da je ful strmo. Ja, je. Hoče reči, kam mi zdaj ganjaš v ta breg? Tudi sorenk zadihan. Ampak Ne bomo se prav, da malo. prav. Evo, kakšno lepo točko je najdla Tjaša. Sicer, če bi 2 metra naprej stopila, bi 500 metrov nižji se znajdla. Drugače sva zdaj prišla do teh sten. Moral pa še oken najdeti. Ja. Ker pa ne vem jaz točno kje je, po mojem mečka naprej. A Kaj. greš še ti na to točko? A? Greš še ti? Me ti rada dol vrgla ali kaj? Ne. Ti ga misliš, Tjaša, če bi ti tlele manjčkan malo meni pomagala, da bi jaz dol pol, bi rekla, veter je zapihal, ne? Ja, pa vse na kameri posneti. Ja, zdaj, ampak če ne bi bilo kamere. Ne, veš, da ne bi to naredil. Zdaj moramo iti pa še naprej do okna. Sem enkrat že bil in po mojem, lejte, tle so markacije. Sem tudi že enkrat bil in imam v spominu, da je to v tej smeri, tako da mislim, da gremo prav. Evo, prišli do cilja, do tegale okna. En takle oken je tudi pri nas v Sloveniji, čist na drugem koncu Slovenije. Dajte, če veste kater, kako se imenuje, napišite v komentar. Drugače pa ja, čudo narave, kaj praviš, Tjaša? Ja, res, no. Ful lepo. A se da to še dol? Ja, bova šla dol, Ja. tako da... Sem ne dol skočiti pol. Wow, iz te strani še lepš. Še malo bližje pogledati. Zelo lepo dostopno. Kelem pol še dol se sprehodu. Pa tlele zgleda, da se skoraj celo nad oken lahko greš. Da vidimo. Zjutraj bi mogla jeti, ker je na drug stran sonce. Ne morem vam zdaj sicer res tole super dol vidim. Pa zelo lepo je, če pa ven kamero obrnem, pa ne boste dobro videli, ker je v sonce in... Evo, lejte, se da prideti čist nad okno. Lejte, me prej Tjaša sprašvala, pa sem rekel, najbrž ne bo šlo. Evo pa gre, lejte, kakšna stena. Čudno, da te nima nič zaplezati. Wow, noro lepo, lejte. Res. Pridi, Tjaša, ki si hotela jeti nad oken. Kaj, če se tale most boš? Če se ni milijone in milijone let, se tudi zdaj ne bo. Ja, kaj pa veš, da si nazaj? A če žeš, da sem debel, pa da bi se lahko zdaj zaradi mene Ja, porušil. ne, sam sem videl, da veter pika. Stop saj do tlele, boš videla kakšen dole razgled. Če te je strah, Tjaša, višine, moraš tu namerno ta strah premagovati, ne? Tu sem jaz skačam delal. Super. A se lahko primem.
Ne, Tomaž, veš kaj mi zdaj en sledilc napisal? Kaj? Ko vidi, da so v Kočevju, on je pač iz Kočevja. Da je v sredo bežal pred medvedko. In? Ja. In točen tam, ko so bila midva spodaj na izhodišču, tam, ko so šla na Friedrichstein. Dobro, kaj člo, neč kar peti naprej. Ja, ampak sem rekla, da bodva bolj glasna. Ja, zdaj pravim, pa ti peti naprej, ne? Ti bod pa glasen. Ja. Zdaj so pa s Tjašo prispela še na grad Kostel. Sicer Siguren je zaprt. Jaz sem že bil noter, Tjaša še ni bila. Ampak se da čist gor do vrat sprehoditi. Pej Tjaša preveri, če je odprto. Misliš, da je? Po mojem, da ni. Tle je drugače vhod. Maj pa noter lepo zrihtano. Tle se gor pride. Tukaj lejte še tale lušna cirkuca. Greš mimo. Pa vasica lepa. Kaj Tjaša, ključavenca? Ne znaš pa ti to odkleniti, ne? A veš to, da je grad Kostel drugi največji grajski objekt v Sloveniji? Ne vem. No, zdaj veš. Zdaj vem. Ja, in meni je zelo všeč, škoda edin, ki je zaprt, drugače je odprt od torka do nedelje od 10. do 17. ure. Tako da bi bilo fino tudi si ga noter pogledati, ampak žal zdaj je sva prepozna. No je pa zelo všeč tudi ta okoliška vasica tukaj spodaj, že sam to pot do gradu iz parkirišča, zelo lepo vse urejen, tako da lepo. In zelo na lepi legi je nad reko Kolpo, tako da priporočam obisk. Evo, najen izlet se končuje na plaži Zavrtke. To je plaža na reki Kolpi v bližini kraja Kostel. Tjaša, kako ti je tukaj všeč? Meni je zelo lepo. Premalkrat pridemo na Kolpo, vsaj jaz osebno, tako da upam, da pridem večkrat. To je res in tukaj najbrž, ko še sonček posije, mora biti še veliko lepš. In tudi tukaj od zadaj, ko vidite kot en bazen, bi rekel, tle se malo Kolpa bolj počasna je, pa malo bolj globoka. Po mojem se mora biti tukaj res fino zakopati. Pa takih plaž mora biti po mojem še ogromno. Najbrž, da jih je še nekaj. Tako da midva zaključujeva današnji izlet. Hvala vsem, ki ste ga pogledali do konca. Naročite se na moj YouTube kanal, tisti, ki še niste naročeni. Pa seveda pogledajte še kakšen izlet iz Slovenije, ker jih je na mojem YouTube kanalu vsaj 50, tako da se vam splača pogledati. Pa še napišite v komentar, če imate za naju kakšen predlog, kam naj greva naslednjič. No ja, to bova pa zelo vesela, tako da dajte napisati, kam naj greva naslednjič po Sloveniji. Hvala. Pa adijo. Adijo.